Dobro. Zdaj pa vpeljati nekaj novih pojmov, pa ne bomo, pojmo kar na ta prvega. Glejte, precej fino nam je bilo v tistih, bi rekel, osnovnošolskih pa srednješolskih letih, ko smo imeli OMOV zakon. Kar vam hočem povedati je, da se nam je takrat torej usidrala, če tako rečem, ta zveza, ki nekako, bi rekel, ta količnik med napetostjo in pa tokom, bi rekel, poveličuje in ga definira, da je to upornost. To se pravi, takole. Potem nam je to odpovedali, ste videli, če smo imeli kondenzator in pa tuljave, ker so tam noter uskočili odvodi pa integrali. Zdaj smo se pa, če samo pogledamo, spet nekako vrnili na ta, a rečem temu, stabilna tla. To se pravi, če smo imeli tukaj tele odvode, pa te integrale, imamo pa zdaj spet take lepe zveze. Res je, da je tole, kar tukaj nastopa, neko kompleksno število. Pa tudi tole lahko rečemo, da je kompleksno število, ampak imamo napetost in imamo tok. In zdaj dajmo najprej vpeljati ta nov pojem, ki mu rečemo impedanca. In sicer impedanca rečejo ji tudi navidezna upornost, kajti razmišljanje je točno takole z, rečejo tudi kompleksna upornost. Je U uromljeno z I, kjer so vse to kompleksori. Napetost kompleksor, tok kompleksor in količnik je tudi kompleksor in ta kompleksor je impedanca. To se pravi, gre za količnik med napetostjo in tokom, pa vendar še enkrat poudarjam, med kompleksorjema napetosti in toka. To se pravi, razmerje, če hočete, razmerje med kompleksorjema napetosti in toka. Mi smo prej povedali, da znamo kompleksor napetosti prevesti v časovni prostor. Povedali smo, da znamo kompleksor toka prevesti v časovni prostor. Tukaj prevedbe v časovni prostor ni. Prevedbe ni, kajti ne obstaja, da bom takole narisal, ne obstaja razmerje med časovno funkcijo toka in pa časovno funkcijo napetosti, oziroma obratno. Ne obstaja razmerje med časovno funkcijo napetosti in toka, ker bi bilo to kar nekaj. V vsakem trenutku nekaj drugega. Se pravi, impedanca, dajmo prosim razumeti, da je definirana samo v kompleksnem prostoru. In je v bistvu matematični konstrukt, s pomočjo katerega mi lažje računamo. Ker mi lahko zdaj kar naenkrat namesto tistih odvodov in tistih integralov računamo tako, da v bistvu zapišemo kompleksor. In jaz se bom zdaj vrnil na levo stran table, potem, ko smo impedanco vpeljali in z vami spregovoril o impedancah za posamezne te naše tri elemente in bodo to pač tale koeficient, to se pravi R, tukajle bo to tale koeficient, 1 z J omega C in impedanca Z, takole, Z je R, Z je 1 z J omega C in tole je J omega L. In tukaj tudi iz tega izvira, ker je tole jod, je to pozitiven kot plus 90 stopinj, ker je tale jod spodaj, če bi ga dal gor, bi bil minus jod, je tukaj
negativen fazen kot minus 90 stopinj. Ne? In posledično smo tudi povedali, kdo koga prehiteva. Ne? Ok, zdaj bi mi morda vstopili v kakšen zgled, s katerim bi skušali malo ilustrirati tole za kakšno vezje. Okay? Se pravi, bi tole še pustili na levi strani table, ne? Pa bi jaz skušal samo vstopiti v zgled, ki ga imamo mi pri zadnji pripravi za laboratorijsko vajo. Se pravi, to, kar bi vam rad povedal, je, da mi s temi impedancami zdaj lahko zelo podobno računamo, kot smo računali z upornostmi. Dajmo si pogledati ta zgled, kjer imamo mi 3 elemente. Malo kasneje, v enem izmed zadnjih poglavij, bomo tem 3 elementom v takšni vezavi dali tudi eno lastnost. Nihajni krog bomo rekli, da je to ali pa filter, ali pa boste videli, ima neko svojo posebno odliko, če hočete. Ne? In tole je vir, vidite, harmoničen vir, za katerega vemo, da ima napetost U je 1,4 volta. In če vas vprašam, katera napetost je to jasno, da je efektivna. Efektivna je tista, ki jo posebej odlikujemo. Če nič ne pišemo, pomeni, da je efektivna. Ne? Potem pa imamo vrednosti teh elementov, 10 ohmov. Imamo 0,85. Henrija, oprostite, milihenrija. In 0,47 mikrofarada. Takole. Evo, mi bomo sicer kasneje odgovorili na kakšno izmed tehle vprašanj. Tukaj. Ampak prej bi pa mi si pogledali, kako tole stvar preračunamo. Ne? Kompleksor jema, po domače sem napisal. Ker boste ta izraz tudi kdaj srečali, sem ga kompleksor. Ne? Sicer je pa to med pač kompleksnim številom, kompleksno vrednostjo napetosti in kompleksno vrednostjo toka. Ok, no da se vrnem semle. Ne? Se pravi, zdaj bi mi tole impedanco radi zapisali in to naredimo tako, kot smo rekli, če se spomnite, pri začetku, ko smo se pogovarjali o uporovnih vezih. Torej, skupna impedanca pri zaporedni vezavi je impedanca kondenzatorja plus impedanca tuljave plus impedanca upora. Zdaj bomo pa to probali pri določeni vrednosti izračunati, koliko to je. Zdaj pač bi mogoče kar pogledali, kako, oziroma bom jaz, frekvenca ni podana, pa jo bom jaz tudi podal zdaj za ta zgled, ne? In bi samo en hip, da bom izbral neko, tako boste videli, smiselno vrednost. Dajmo reči, da je, pa kar omego, bom napisal, je 50 tisoč. 50 tisoč, približno 50 tisoč
radijanov na sekundo. Ok. No, pojmo zdaj po vrst lepo. Ok. Tole ZC. Na levi strani table piše, da ZC je 1 ulomljeno z J omega C. Plus ZL je J omega krat L. Plus ZR je kar R. Ne bomo pa vrednosti napravili. Če ste zato, bi najprej z realnim številom začeli. Je enako. Realen je upor ima 10 ohmov. Naprej. Potem bi predlagal, da vzamemo tole, kar je pozitivno, torej plus J, to je ta imaginarni del. Zdaj dajte pa vi prosim zmnožiti omega krat L. Omega krat L. Pa mi napišite rezultat, koliko dobite. Koliko? V redu. Približen, če sem prav razumel, 85 mili so, samo to, da upozorim, mili. Ja. 42.500, 50 krat 0,85. Čudi me, ker se mi zdi, da so tle še mili. A ste jih upoštevali? Nika, mili. Dobro, imamo kakšen rezultat še. Se gre samo za dve številki zmnožiti. Ja, 42,5. Potem pa, lejte, še tole. Ta prvo bi obračunal s temle. 1 za J. Koliko je to? Vi veste, da je, samo da vas spomnim, J na kvadrat je minus 1. Ok? Plus 1 je minus J na kvadrat pol. In minus J na kvadrat deljeno z J je minus J. Ok? To se pravi, tale 1 ulomljeno z J je v bistvu minus J. Torej minus J. Zdaj pa dajte še zračunati, koliko pride 1 ulomljeno z omega C. Omega je tokle, pri C pa prosim ne pozabiti, da je to 0,47 mikro. Ok? Jaz bom v tem času označil tukaj napetosti kot kompleksorja, pa tok, ker bomo mi narisali potem, to je še grafično. Evo, da vidim, če imamo kakšen odgovor. Ne. Jaz se bojim, da tale odgovor, ki ste ga napisali, Nika, da ste pozabila reči 1 ulomljeno z omega C. Ugibam. Ja, Nejc, seveda, ta minus 42,5 pa J moram pisati, ne? Jaz sem bil tisti kriv, da sta tele dve številki enaki. Namenoma sem to naredil. Ok? In, glejte, tele dve številki sta enaki, se odštejeta. To je ena posebna vrednost, ena posebna lastnost, ki se
tukaj dogaja, o kateri bomo mi v nadaljevanju govorili. Že zdaj napovem, rečemo ji resonanca. In v tem primeru, samo v tem primeru, ko se tole ravno odšteje, je tale vrednost ravno enaka samo ohmski upornosti. O tem bomo spregovorili v nadaljevanju. Temu rečemo, da je vezje v resonanci. Pridemo do tega. Ampak jaz sem vam hotel že to zdajle pokazati, zato sem tudi rabil nekaj trenutkov, da sem izbral pravo vrednost omege. To, kar bomo pa zdaj mi naredili, bomo pa narisali tole sliko. Ja, 1 lomljeno z omega C. Pa smo dali vrednost za C tokle, za omega tokle. Pa 1 z omega C smo dali. Ok? Zdaj sam toliko, da mogoče ne bi koga zavedli. Tole je enako R, tole je enako Z na tuljavi, mogoče tudi tle napišem z R, torej impedanca upora, impedanca tuljave in tole tukaj zadnjo je impedanca na kondenzatorju. Namreč, zakaj sem vrstni red spremenil? Zato, ker je navada, da pri kompleksnih številih najprej realno pišemo, pa imaginarne, pa še to, da najprej pišemo pozitivne, pa negativne. Ne? In ima nek smisel to. Ampak da, zdaj, ko se vi učite, ne, da nas ne bi to zmedlo, sem zdaj še tole podpisal. Ok, pejmo zdaj risati. Lejte, takole bomo šli risati. Tole, kar sem narisal, je naš tok. Mimogrede, tega toka sploh še nismo zračunali, lahko da ga bomo v nadaljevanju, recimo, ne, da boste videli, kako to gre. Ampak jaz sem zdaj zaenkrat takole, ne, se lotil. Pa dajmo zdaj samo skicirati napetosti. Napetost na oporu smo se učili, je v fazi s tokom, kar pomeni, da bom narisal to napetost takole v fazi in temu rekel UR. Napetost na tuljavi prehiteva tok, ker smo rekli, da tok na tuljavi zaostaja za napetostjo in zato rišem, če nekdo prehiteva, takole gor. Zdaj, če bi hotel v merilu risati, ne, tole ni v merilu narisano, bi mogel tale UR narisati krajši, pa dajmo, mogoče zgolj zaradi pedagoškega vidika, tale UR naj bo dolg, recimo, da 10 enot, ne, nekih, takole, je v fazi, tale je pa 40 enot, ne, da ne bom pač 42 enot. Evo, in se ga narisal takole gor. Napetost na tuljavi prehiteva za 90 stopinj. Potem pa napetost na kondenzatorju, ki sem jo pa z rumeno označil, pa zaostaja. In zdaj, jaz sem te vektore kar lepo enega zraven drugega narisal, tako kot se seštevajo, ne? In tole, kar sem dobil, je skupna napetost U. To bom pa zdaj še z eno tretjo barvo narisal. Takole. Tole z zeleno je skupna napetost U. Evo, seveda, za vse te bi mogel kompleksore napisati. Tudi povedal sem že, da bomo te podčrtaje včasih opuščali, ne? Zdaj, ker smo še na začetku, še vestno pišemo. No? Takole, evo. Tako, evo, in zdaj dajmo narediti še teh nekaj korakov. Impedanco smo zračunali, zdaj lahko rečemo pa takole. Da bi zračunali ta tok I, moramo napetost U, kompleksor napetosti U, podeliti za to impedanco, ki smo jih kar zračunali. To je pa zdaj zelo enostavno, ker sem tako lepo številko tukaj le. Iz te efektivne vrednosti lahko, ker ni podan noben začetni fazen kod, rečemo, da je napetost kar 1,4 tudi kot kompleksor volta. To pomeni kot nič. In bi to pomenili, da rečem, da je to 1,4 volta, krat 1 jod nič, deljeno z 10 ohmov, pride 0,14 ampera. Tokle je toka, 140 miliamperov. In ker je napetost po naši predpostavki realna, je tudi tok realen, ker smo rekli, je vezje v resonanci, do tega še pridemo.
Ok, zdaj pa zapišemo vse tri količine. UR kot kompleksor je R krat kompleksor toka, UL je impedanca tuljave J omega L krat kompleksor toka in UC je 1 za J omega C krat kompleksor toka. Ok. Zdaj se dajmo pa zorganizirati, pa bi par od vas prosil, da mi izračunate prvo, to je najlažji. Nekaj od vas bi vas prosil, da mi izračunate drugo in nekaj od vas bi vas prosil, da izračunate tole tretjo. Prvo bom jaz, tisti, ki imate dan rojstva, sodo številko, dajte UL zračunati, tisti, ki imate dan rojstva, liho številko, pa tretjo številko UC. Tole je pa zelo enostaven, tehle 10 ohmov krat 0,14 je 1,4 volta. Eden bo rekel, ja, pa sej, a ne? Ja, glejte, to sem že tle narisal. To, kolikor je napetost, je tudi napetost na oporu. Kajti na tuljavi in kondenzatorju sta se ravno skompenzirali med sabo. Ni pa to nujno. Lahko pa te dve vrednosti ne bi bili isti. Vam dam domačo nalogo. Dajte se doma za omega je 30.000 poigrati, pa tole preračunajte še enkrat. Ok? Pa boste opazili, ne, da bo vrednost na tuljavi pri nižji frekvenci manjša. Vrednost na kondenzatorju bo večja. In bo ta stvar kazala dol. Vpliv kondenzatorja pri nižjih frekvencah, a ne, bo drugačen, torej bo večji. Bolj bo kot negativen, a ne, bolj bo kapacitivna značilnost prevladala. Vpliv, če gremo k višjim frekvencam, če bi potem se poigrali, pa bi rekli 80.000, a ne, bo pa vpliv tuljave večji. Ne? Namreč tuljava dobro prevaja nizke frekvence, slabše prevaja visoke. In ker slabše prevaja visoke, je njena impedanca takrat večja, njen vpliv večji. Kondenzator obratno. Kondenzator ne prevaja nizkih frekvenc. Zelo dobro prevaja visoke frekvence. Zato je njegova impedanca pri nizkih frekvencah višja in je njegov vpliv večji. Ok, samo preverjam, če smo dobili že kakšen rezultat. Aha. Tlele so kar napisali te prave. Prepričujem me, nisem šel računati, da je na tuljavi pozitivna vrednost J 5,95 volta in da je na kondenzatorju minus J 5,95. Moram vas pohvaliti. Super. In, glejte, lahko samo malo inženirsko pogledamo, če je to 1,4, ta rezultat mora biti 4,2-krat večji. Tako kot smo tukaj rekli, da je ta impedanca 4,2-krat večja od te, ne, tako mora biti tudi ta napetost 4,2-krat večja. Se pravi, če je tole bilo 10, a ne, v impedančnem smislu 10, pa to 42, je to zdajle, v našem primeru, a ne, napetost 1,4 volta in tole napetost 6 voltov. Okay? In kar se tukaj ponovno vidi, iz plusa pa minusa, da se nam te dva, da nam nasprotujeta. Ne? In zdaj seveda, če bi vas vprašal, koliko je fazni kod na tuljavi, je plus pi polovic in fazni kod na kondenzatorju minus pi polovic. To je tisto, kar sem, če se spomnite prejšnjo uro, imel nek preblisk, pa se zdaj pač smo vrnili, ne, k temu. Ne. Ok,
In fazni kod tukaj je nič. Mimogrede se je fazni kod iz matematike znate definirati R kot tangens imaginarna proti realni. In ker je tukaj plus neskončno, tukaj minus neskončno, potem dobimo te dve vrednosti. Ok, ja, zdaj pa v redu, vi boste rekli v kompleksnem številu, pa sej ne teče kompleksen tok. Drži, ne teče. Zdaj je pa na nas, da iz teh vrednosti, ki smo jih tukaj dobili, narišemo diagram tudi v časovnem prostoru. Jaz predlagam, glede na to, da uporabljam barve, se mi zdi, da je to en izmed multimedijskih elementov, da probamo čim lepše vizualizirati, da kar narišemo mi tole. Ok, zdaj, če ni faznega kota, potem smo rekli, da je to kosinusna oblika signala. In tole je naš I, in tole je njegova efektivna vrednost 0,14. Zdaj, seveda, če bi hoteli mi prav risati, bi mogli reči 0,14 krat koren iz 2, pa bomo mi v bistvu takole kar narisali. To je kosinus. Zdaj, tisti, ki boste tole maksimalno tlele hoteli označiti, 0,14, z majhnimi črkami spet pišem, ker imam premalo prostora, krat koren iz 2. To je maksimalna vrednost. Ok? In to, kar sem z belo risal, tako tukaj, kot tudi tukaj, nisem najlepši narisal, ampak prizaneste mi, saj trudil sem se, je tok I. Ok, zdaj se bo tudi roka malo verjetno laufala in poglejmo, s kakšno barvo smo risali v enem in zdaj tudi drugem diagramu UR. To je 1,4 volta. To se pravi, to je, bom probal kakor toliko v merilu risati, ne s prejšnjim, ampak tele 3 bom pa v istem merilu. To se pravi, zdaj gremo pa v maksimum, pa v minimum, pa takole, pa takole. Tole, kar zdaj rišem, je 1,4 krat koren iz 2. Ni to v istem merilu, ampak te 3 bom pa probal približno 1,4 krat koren iz 2 volta. In tole, kar sem z rdečo risal, je na uporu. Mimogrede, že takoj bom povedal, da je tudi skupna enaka. Ok. To, kar smo tle ugotovili. Tudi skupna enaka. In zdaj še preostali dve. Zdaj pa poglejmo. Na tuljavi napetost prehiteva tok. Če hočemo, da prehiteva tok za 90 stopinj, pomeni, da bo tle imela maksimum, tle bo imel minimum, in to bi bilo potem takole. Zdaj tisti, ki mogoče ste še malo zmedeni, ampak mi po časovni osi takole gremo in najprej pride napetost na minimum, malo kasneje pride še tok na minimum. Pa gre napetost na maksimum, pa malo kasneje tok na maksimum. Tako to opazujemo. In temu le rečemo UL. In še tretja količina, ki smo jo risali pa z rdečo bi mogel narisati. Tole, vse to se da hitro popraviti. Takole, da bomo imeli konsistenco, se trudimo za to. Me boste opozarjali, če bom še kaj. Z rdečo sem risal UL, z rumeno pa UC. UC nam pa v bistvu zaostaja. To se pravi, najprej vrh doseže tok, potem pa napetost na kondenzatorju. In to pomeni takole. In zdaj, ker sem jaz vrednosti tako lepo naštimal, vi vidite, da sta tele dve ravno v protifazi. Rdeča pa rumena. Glejte, kaj je hecno. Če se vrnem, kaj se tle not dogaja? Mi gor priključimo 1,4 volta, tle gor zmerimo 1,4 volta, tle pa zmerimo 6 pa 6. V bistvu sta si tele dva elementa začela intenzivno podajati med sabo energijo. In to tako, da je napetost na njih celo višja od tega letle. In to je en fenomen, o katerem bomo mi
spregovorili prihodnjo uro. Kar vam hočem povedati je, da ob manjšem vzbujanju mi celo dobimo večji odziv. Zdaj, jaz bi vas spomnil, da ste ta fenomen v fiziki že srečali. Takrat ste morda govorili o tem, da so neki vojaki korakali čez most, in ta most je zaradi njihove sinhronizacije koraka začel nihati. In ker je tako zelo zanihal, se je ta most podrl. Se mi zdi to na nek način absurd. Ampak spet se vračamo k temu fenomenu. Tukaj imamo primer, temu rečemo naša elektrotehnička resonanca. Se pravi, te dva elementa med sabo izmenjujete energijo. In to energijo, zato sem vas skušal na to napeljati, bosta izsevala ven in jo poslala kot elektromagnetno valovanje v prostor. Temu bomo potem rekli, da oddajamo signal. Ampak preden pridemo do tega, bi se vrnil še k ostalim primerom multimedije. Ni elektrotehnička resonanca edino, kar imamo. Če pogledamo zvočnik, imamo še mehanske resonance. In tiste mehanske resonance so na nek način moteče. Mi želimo, da nam pač pri nekem zvoku zvočnik konstantno, bi rekel, daje enakomeren zvok. Zdaj, še posebej dobro te mehanske resonance pri nizkih frekvencah, slišite kje v avtomobilih, kjer vidite, da ko pridete do nižjih mehanskih resonanc, vam še v armaturi rahlo zavibrira, in to vse slišite kot dodaten zvok. Ampak tudi, če bi se samo na zvočnik omejili, boste, mislim, da celo na vajah malo zmerili teh frekvenčnih spektrov, boste videli, da pri določenih frekvencah zvočnik bolje oddaja zvok, pri določenih pa manj. Ne, prosim, pomešati mehanske resonance zvočnika z električno resonanco, ampak fenomen je pri vseh teh resonancah enak. To se pravi, resonanca kot fenomen je nek velik odziv, ki se zgodi na vzbujanje. To se pravi, rekel bi lahko maksimalen odziv, ki ga ob vzbujanju dosežemo. Se pravi, resonanca nam predstavlja v našem primeru velik odziv med tema dvema elementoma. Čim bi mi šli z frekvenco drugem, bi ugotovili, da nam tukaj v tem vezju teče manjši tok. Ne več 1,4 volta, kot smo ga tukaj uspeli, ne več 0,14 ampera, kot smo ga tukaj uspeli naračunati, ampak bi ugotovili, da je ta tok po absolutni vrednosti manjši. Res je, da bi bil kompleksen tudi, pa tako naprej, ampak njegova absolutna vrednost se lahko kvečemu zmanjša. In o tem bomo mi v nadaljevanju spregovorili. To se pravi, naše razmišljanje bo zdaj šlo v tej smeri, kako bi mi lahko za to naše vezje narisali frekvenčno odvisnost. Zdaj, prva stvar, ki bi vam jo rad omenil, je, da to vezje nosi tudi svoje ime. Dostikrat mu rečemo nihajni krog. Namreč, to vezje vzbudi nihanje med tema dvema elementoma. Oni da si kar naenkrat pretakata energijo. Kot če si predstavljate, da imamo dve vedri, pa iz enega v drugega polnemo in to toliko velike energije, da je napetost na posameznem elementu celo višja, kot je vhodna napetost. Je samo to kot en medklic, da kadarkoli imamo take elemente, tuljaje in kondenzatorji, tukaj gor lahko kar precej napetosti dobimo. In pa se čudimo, kako če smo dali gor 1 volt, tle gor je pa 10 voltov. Ja, to je efekt tega, bi rekel, resonance. Lahko temu rečemo tudi resonančno vezje. V tem primeru je to, bi v vseh teh treh poudaril, zaporedno. Nihajni krog ali resonančno vezje, ali pa rečemo temu tudi filter. Oziroma, mogoče tle zgoraj dodam, zaporedno RLC
vezje. To se pravi, to zaporedno RLC vezje, kot sinonim mu rečemo nihajni krog, resonančno vezje ali filter. Zakaj filter, bomo pa čez nekaj trenutkov videli. To je pa tisto, kar sem rekel, da vam bom povedal, ko bomo v frekvenčnem prostoru pogledali. Namreč, to vezje smo prejle omenili, da nam mogoče pri nizkih ali visokih frekvencah slabše prevaja. Pri tej frekvenci, za katero smo pogruntali, da je pa vezje v resonanci, nam pa dobro prevaja. Se pravi, nam filtrira nizke, filtrira visoke frekvence, ampak spušča nam pa dobro v bistvu tele umestne frekvence. Tako, zreli smo po mojem, mogoče lahko še sam ne vem, kam bi tole še narisali, ne bomo. Zreli smo, da si mogoče pogledamo kakšen video, še, ki imamo pripravljenega, in sicer, če gremo kar po vrst, najprej bi takole, samo hip. Spreminjanje frekvence izmenične napetosti v enostavnem električnem tokokrogu. Evo. Spreminjanje frekvence izmenične napetosti v enostavnem električnem tokokrogu. S poskusom bomo prikazali razmere v enostavnem električnem tokokrogu, v katerem je žarnica vezana na izmenični funkcijski generator. Za izvedbo poskusa bomo uporabili žarnico, voltmeter, osciloskop in funkcijski generator. Žarnica, ki predstavlja porabnik, zasveti, ko skoznjo steče dovolj velik električni tok. Voltmeter ima izhodiščni položaj kazalca na sredini skale, zato omogoča merjenje pozitivnih in negativnih napetosti. Za opazovanje oblike napetosti uporabimo osciloskop. Funkcijski generator predstavlja vir izmenične napetosti v tokokrogu. Na njem lahko spreminjamo velikost oziroma amplitudo napetosti ter njeno obliko in frekvenco. Ob vklopu funkcijskega generatorja steče v tokokrogu izmenični električni tok. Razmere v izmeničnem tokokrogu spremljamo na žarnici, voltmetru in osciloskopu. Opazimo, da električni tok, ki steče skozi žarnico, povzroči utripanje žarnice. Z opazovanjem napetosti na osciloskopu pa lahko zaključimo, da se napetost spreminja s časom. Izmenična napetost spreminja svojo smer in velikost v odvisnosti od časa. Tem spremembam sledi odklon kazalca na voltmetru, ki prikazuje trenutno napetost. Odklon voltmetra se spreminja iz ničelne lege v negativno, kjer doseže nek največji odklon, nato pa se napetost spet postopoma povečuje do ničelne lege in nato v pozitivni smeri do največje napetosti, na kar se napetost spet zmanjša na 0 voltov. Ta slika se neprestano ponavlja v nekem počasnem ritmu, ki ga določa frekvenca izmenične napetosti. Potek časovne odvisnosti napetosti lahko opazujemo tudi na osciloskopu, kjer lahko spremljamo spreminjanje trenutne napetosti od vrednosti 0 voltov do največje negativne vrednosti in nato spreminjanje v drugo smer, dokler napetost ne doseže največje pozitivne vrednosti. Temu vrhu ponovno sledi zmanjševanje. Žarnica ne prikazuje spreminjanja napetosti tako nazorno kot osciloskop, saj se njena nitka ne segreva in ne ohlaja zadosti hitro. Vidimo pa, da žarnica zažari, ko napetost zadosti naraste v negativni ali v pozitivni smeri.
V eni periodi izmenične veličine torej žarnica dvakrat zasveti in dvakrat ugasne. Smer napetosti oziroma toka skozi žarnico ne vpliva na svetenje žarnice. Na svetenje vpliva le velikost trenutne napetosti oziroma toka oziroma njunega produkta, ki predstavlja trenutno moč žarnice. Napetost, pri kateri smo opazovali razmere v izmeničnem tokokrogu, ima sinusni potek, frekvenca pa je zelo nizka, manj kot 0,5 Hz. To pomeni, da se en celoten cikel spreminjanja napetosti oziroma njena perioda spremeni v več kot 2 sekundah. Pri tako nizki frekvenci najlažje spremljamo spreminjanje izmenične napetosti. Vpliv frekvence izmenične napetosti na razmere v električnem krogu opazujemo tako, da frekvenco na frekvenčnem generatorju postopoma zvezno povečujemo do skoraj 6 Hz. Na koncu pa frekvenco povečujemo še stopenjsko na približno 55 Hz in nazadnje še na približno 538 Hz. Spreminjanje frekvence napetosti generatorja lahko sprva pri nizkih frekvencah spremljamo tudi na žarnici. Pri nizkih frekvencah žarnica počasi utripa, s povečevanjem frekvence pa utripa vedno hitreje. Ko se postopoma približujemo frekvenci 6 Hz, je utripanje že hitro, vendar mu žarnica in naše oči še lahko sledijo. Ko pa frekvenco povečamo na 55 Hz, žarnica stalno sveti, saj se njena nitka ne ohladi tako hitro, da bi žarnica ugasnila, kar je seveda še bolj izrazito pri najvišji frekvenci, 538 Hz. Tudi naše oči tako hitrim spremembam ne bi mogle slediti. Kazalec na mehanskem voltmetru sledi počasnim spremembam izmenične napetosti, zato so njegovi odkloni pri nizkih frekvencah kar izraziti. Čim bolj pa frekvenco povečujemo, tem manjši so odkloni kazalca tako v pozitivni kot v negativni smeri. Zaradi svoje vztrajnosti lahko kazalec skupaj z merilnim mehanizmom sledi spreminjanju napetosti le pri nizkih frekvencah. Pri višjih frekvencah pa sledi vedno težje, dokler ni frekvenca tako visoka, da se kazalec sploh ne premakne iz svoje izhodiščne lege. Pri teh visokih frekvencah voltmeter kaže srednjo vrednost izmenične napetosti, ki je 0 voltov, kar je za uporabnika neuporabna informacija. To je tudi razlog, da se za merjenje izmeničnih veličin uporabljajo merilniki efektivnih vrednosti veličin in ne merilniki srednjih vrednosti. Trenutni nivo izmenične napetosti lahko spremljamo tudi na osciloskopu, ki je učinkovit inštrument za prikazovanje tako počasnih kot hitrih periodičnih pojavov. Na začetku so spremembe napetosti tako počasne, da ne zaznamo sinusne oblike napetosti. Pri višjih frekvencah napetosti pa je sinusna oblika napetosti dobro vidna. Spreminjanje napetosti je tako hitro, da sliko na osciloskopu vidimo kot mirujočo, saj naše oči ne morejo slediti tako hitrim spremembam. Ko je frekvenca generatorja 538 Hz, žarnica sveti enakomerno. Voltmeter kaže srednjo vrednost sinusne napetosti 0 voltov, časovni potek sinusne napetosti pa je jasno viden na zaslonu osciloskopa.